Koroška, zibelka slovenstva. Skoraj pred 1400 leti so se tu v naših krajih naselili prvi Slovenci. Celovec je bil nekdaj kulturno središče celotnega slovenskega prostora. Danes pa si človek že lahko vesel, če lahko naročiš kavo po slovensko. Ideja o skupni Evropi je približala celo prebivalstvo na Koroškem in vedno več ljudi se odloča za učenje slovenščine. Slovenija je del skupne Evrope in meje med Slovenijo in Avstrijo so padle. Počitnice. Za mladino je to najlepši čas v letu. Za lenarjenje, za potepanje s prijatelji, za potovanja, morje, zabavo. Ampak nekateri otroci hočejo pa še nekaj več. Obdržali bi sicer vse obdobje počitnikovanja, a vendar bi se želeli naučiti kaj koristnega. Jezika, na primer. In to na preprost način. To pa omogočajo jezikovne počitnice v Novem mestu. Prva zamisel o jezikovnih počitnicah se je rodila v okviru pobude Slovenščina moj jezik. Prizadevali so si navdušiti mlade Korošce za učenje slovenskega jezika. Prvi pogovori so stekli ob koncu leta 1988. S podporo Krščanske kulturne zveze se je kmalu na pot odpravilo prvih 24 mladincev. Pomembno je bilo in je pravzaprav še danes, da doživljajo udeleženke in udeleženci jezikovnih počitnic slovenščino nekoliko drugače, kakor so je navajeni tukaj na Koroškem. Na Koroškem jo doživljajo v družini, v šoli, morda še v cerkvi, ne pa v svojem neposrednem okolju. To jim daje bivanje v Novem mestu, kjer doživijo slovenščino v živo. Bistveni del jezikovnih počitnic poteka v zavetju gostiteljskih družin, ki skrbi za to, da koroških otrok ne zagrabi domotožje. Glavni partnerji pa so otroci teh družin, ki so približno isto stari. Prijateljski odnosi jim pomagajo pri vsakdanji rabi slovenščine. Nogomet igramo, košarko. Lego sestavljamo tudi. In ti si prvič tu v Novem mestu? Ja, prvič. In ti je všeč, bi še enkrat prišel? Ja. In zakaj? Ja, vse je lepo bilo. Živja! Živja! Dan! Kako je bilo? Dobro. Letos že drugič gostimo deklico iz Avstrije. Tudi sama, ko sem bila mlajša, sem gostila otroke od drugod in zdelo se mi je v redu, da tudi mi našemu otroku ponudimo to možnost, da tudi sama gosti nekoga, da vidi, kakšni so stiki s tujimi otroki, da je to nekaj lepega. Kot vidim, super harmonirata pri igranju klavirja. Kaj pa drugače? Mi se igramo potem z hrčkami in z drugimi živali. Ja, ali se igramo badminton. Kaj še delate s Kristino, povemo? Ja, igramo klavir, pa na računalniku smo veliko časa, pa kdaj tudi televizijo gledamo. Pa tudi kdaj gremo na igrišče, pa vzunaj se tudi zelo veliko igramo. Učitelji jezikovnih počitnic imajo proste roke pri izbiranju vsebin in načina, kako jih posredujejo.
Gotovo je to tudi eden od razlogov za uspešnost tega projekta. Kje smo bili včeraj? Po Ljubljani, prijatelji. Aha, Po Ljubljani. bravo, kar tukaj začnite naprej. Gre, vama je? Stare prijatelje. Bravo, lahko zaploskate, ne? Dekleta, je uspelo. Razlog, da jezikovne počitnice potekajo v Novem mestu, je pač dejstvo, da je pokrajinsko narečje v tem delu Slovenije najmanj pod vplivom drugih jezikov. Pri izvedbi tega projekta pa že od samega začetka sodeluje osnovna šola Grm, ki učiteljem omogoča poučevanje pod najboljšimi pogoji. Ko so otroci prihajali pred 20 leti sem, so prihajali v glavnem zato, ker so to želele babice in detki. Motivacija je bila majhna, veliko smo imeli domotožja in tudi učitelji smo morali kar veliko napora vlagati, da smo otroke pripravili do tega, da so se učili slovensko. Danes prihajajo mlajši otroci, zelo motivirani za delo, v glavnem so to, zelo veliko je gimnazijcev, želijo se naučiti slovenščino, ker se oni in njihovi starši zavedajo, da več jezikov znaš, več veljaš. V ospredju jezikovnih počitnic je seveda zabava. Mladi se učijo jezika na prijeten in nevsiljiv način. 3 ure na dan pod nadzorstvom učiteljev, preostali čas pa preživijo z vrstniki, torej z otroki gostiteljskih družin. To je prvo glasilo jezikovnih počitnic. Vsako leto udeleženci jezikovnega tečaja pripravijo glasilo, v katerem so zbrani utrinki in utrip dvotedenskega druženja v Novem mestu. V takem okolju, ob iskanju in raziskovanju, no ja, pravzaprav grilanju, se otroci hitro spoprijateljijo. Prijateljske naveze dolgo zdržijo in marsikoga spet pripeljejo nazaj na Dolenjsko. Jaz sem bila 2-krat na jezikovnih počitnicah v Novem mestu. Pri prvih sva bile skupaj z mojo sestro Marto. Nastala so zelo velika prijateljstva z gostiteljskimi družinami in moja sestra je celo kakih 15 let kasneje bila priča pri poroki njene gostiteljice. Meni se je zdelo, da lahko razveselim enega otroka s tem, ko ga sprejmemo v svojo družino. In tudi jaz sem se zelo zabavala prvič, zato sem se tudi odločila, da bom potem še naprej vzela. Bi ti tudi kdaj vzel kakega gosta iz Koroške? Ja, mogoče bom naslednje leto. Ampak bom fanta, če bom lahko, bom vzel. Kakšen bi moral ta biti? Najbrž da taka Pavel, nekaj je dober. Ali pa ne vem, pač, da bi se kaj skupaj igrala, ne, pa da bi bil prijeden, da ne bi nagajal. Deklice pa ne bi, a si preveč sitne? Ja, preveč. Kaj ti je bilo najbolj všeč letos? Vse, so nič pomembno, so vse enkli. Vse ti je bilo všeč? Si se zaljubil tudi? Ne. Bi naslednje leto tudi prišla samo v Novo mesto? Ja. In zakaj? Ker mi je tu všeč in ker veliko počnemo. Ker je luštno in ker dobim tukaj nove prijatelje. Bi drugim tudi rekel, da ne pride sem.
Jezikovne počitnice v Novem mestu so v teh 20 letih obstoja postale neporešljiv dogodek v življenju mnogih mladih koroških Slovencev. Prijateljsko vzdušje jim bo ostalo v spominu in ko se vrnejo na Koroško, bodo bolj samozavestno uporabljali slovenščino. Za nameček si pa pridobijo cel kup novih prijateljev.